Knjižnica Medvode je preteklo sredo ponovno pričela z večeri druženja ob knjigi. Tako kot v predkoronskih časih se lahko navdušeni medvoški bralci ponovno enkrat mesečno srečujejo v prostorih Knjižnice Medvode, kjer se skupaj z vodjo druženja Cvetko Sokolov pogovarjajo o pesmih in zgodbah, ki so jih prebrali. V predkoronskih časih so se v Knjižnici Medvode enkrat mesečno srečevali najbolj strastni bralci občine Medvode, kjer so pod vodstvom Tilke Jamnik diskutirali o knjižnih delih, ki so jih tekom meseca prebrali. Žal pa je korona kriza ustavila tudi ta srečanja, ki se tudi po omilitvi ukrepov žal niso ponovno začela. Vse do preteklega tedna, ko je Knjižnica Medvode ponovno povabila občane, da se spet pridružijo druženju ob knjigi, le da tokrat pod vodstvom Cvetke Sokolov. Ja, v knjižnici nocoj ponovno pričenjamo z bralnimi srečanjami. Tokrat smo jih poimenovali druženja ob knjigi s Cvetko Sokolov. Tukaj se bo danes dogajal bralni krožek in sicer se bomo najprej malo pogovorili, zakaj beremo, zakaj je dobro, da beremo, zakaj nas to veseli. Potem bomo podelili svoje bralne izkušnje, bomo povedali, kaj trenutno beremo in spet zakaj smo izbrali to. Potem bomo prebrali pesmico ali dve na današnjo temo, ki je tema potrošništva, in potem še zgodbo s to tematiko in se bomo pogovarjali, kako nas nagovarja, kako bi mi v podobni situaciji ravnali kot ta literarni lik, s katerim se bomo danes podružili. Zaključili bomo pa še z eno pesmico na isto temo. Cvetka Sokolov je kot visokošolska učiteljica angleščine zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V prostem času pa je strastna bralka ter pisateljica za otroke in tako da, ko so v Knjižnici Medvode iskali, kdo bi prevzel štafetno palico teh dogodkov, je bila Cvetka Sokolov definitivno prava izbira. Ja, želeli smo, da bi nadaljeval s tem nekdo, ki je iz tega lokalnega okolja. Cvetka Sokolov to seveda je, poleg tega je zelo izkušena na tovrstnem področju, se pravi profesorica, drugače pa v prostem času ljubiteljska pisateljica, kar seveda naravnost ustreza temu, kar smo mi nekako želeli in pričakovali. Zamisel za krožek je to zasluga Knjižnice Medvode. Knjižnica Medvode ima že tradicijo z bralnimi krožki na nekoliko drugačen način, ki jih je dolga leta vodila zelo uspešno in kakovostno Tilka Jamnik. Mi bomo pa zastavili, mene so pa povabili, da bi zdaj nadaljevala, bomo pa zastavili drugače, ker sem jaz drug človek, pa ker je tudi vsake to kakšna sprememba dobrodošla. Srečanja, ki bodo odprta za vse, bodo potekale vsako četrto sredo v mesecu v prostorih Knjižnice Medvode. Vsako srečanje bo imelo tudi posebno temo. Prva tema, o kateri so govorili na prvem srečanju, ki je potekal zadnjo sredo v januarju, pa je bila potrošništvo. Potrošništvo je aktualna tema, lahko bi bilo tudi kaj drugega. Izbrala sem si jo pa zato, ker veliko zgodb, ki jih bomo obravnavali, ima precej težko tematiko. Danes sem pa hotela, kljub temu, da je potrošništvo resna tema, da ne bo nesporazuma. Zgodba sama je pa napisana humorno in začela sem prvič s to skupino začeti z nečim bolj humornim. Pa seveda hkrati z temo, o kateri si imamo kaj zapovedati, ker je zelo aktualna. In kako to, da so si za prvo temo izbrali ravno potrošništvo? Pravzaprav sem prebirala zbirke zgodb in ko se mi je zdela zgodba primerna, sem se odločila za temo in ne obratno. Nisem si izbrala najprej teme pa rekla, zdaj pa moram iskati zgodbe, ampak ko se mi zgodba zdela primerna, sem izluščila temo in pesem, s katero bomo začeli, je pesem Mateja Bora, Šel je popotnik skozi atomski vek. V bistvu gre za cikel 14 pesmi, ne bomo, ne se ustrašiti, vseh 14 prebrali. Uvodoma bomo prebrali 2 in eno na koncu, da zaokrožimo, potem pa še eno lovsko od Roze, da se bomo res na koncu še nasmejali, ker želimo začeti optimistično, ne glede na to, da tema ni nujno oziroma ne, sploh ni optimistična, ne samo nujno, ampak tudi sicer. Ampak je treba o njej premišljati in se pogovarjati. Kot že omenjeno, druženja ob knjigi bodo potekala vsako četrto sredo v mesecu, druženja pa so odprta za vse.
Dodatne informacije si lahko najdete na spletni strani Knjižnice Medvode. Vse bralce, vse strastne bralce, ne glede na starost. Bralci so vseh starosti, tako da vsi dobrodošli. Knjižnica Medvode je že krasno reklamo naredila in zaključila sloganom Pridite, ne bo vam žal. In boljšega se jaz ne morem v tem trenutku spomniti, tako da ga ponavljam, pridite, ne bo vam žal.